Pozdravljeni! Začenja se svetovno prvenstvo Formule 1 v sezoni 2023. Prva dirka Velika nagrada Bahreina. In kot običajno bomo tudi tokrat začeli z uvodnim prispevkom. Kot je že v naši navadi, bo tudi tokratni uvodni prispevek razdeljen na 3 ločene dele. V prvem se bomo zazrli malce v preteklost, v drugem si bomo ogledali značilnosti same proge, v tretjem, zadnjem delu, bomo pa nekaj minut posvetili tudi vremenski napovedi. In tokrat v uvodnem prispevku k Veliki nagradi Bahreina sezone 2023 bomo v resnici pogledali, kaj se je tu zgodilo lani. Rezultat je verjetno ostal v spominu marsikoga izmed vas, ampak bolj pomembno je razumeti, kolikšna je bila v resnici prednost Ferrarija tu pred ostalimi zasledovalci. Namreč nekako v splošnem spominu je ostalo, da Ferrari na prvih 3 dirkah sezone 2022 je bil boljši od konkurence. Boljši je bil, a bistveno je razumeti, za koliko je bil boljši. Če pogledamo samo kvalifikacije, bomo videli, da morda tista prednost bolida F1 pomišljaj 75 ni bila tako velika, kot si marsikdo misli. Najboljše izhodišče je imel Charles Leclerc. Njegov čas na samih kvalifikacijah v tretjem delu je bil minuta 30 sekund in 558 tisočink. Za njim Max Verstappen. Njegov čas minuta 30 sekund in 681 tisočink. Ali na grobo zaokroženo približno 125 tisočink počasneje. Zanimivo je tretje mesto, ki ga je zasedel Carlos Sainz mlajši. Njegov čas minuta 30 sekund in 687 tisočink ali 6 tisočink počasneje od Maxa Verstappena. Na 4. mestu Sergio Perez, minuta 30 sekund in 921 tisočink. Torej, vidimo lahko, da voznik v Ferrariju, ki si je počutil manj udobno od dvojca, je bil približno tako hiter kot voznik Red Bulla, za katerega celotna ekipa dela. In torej vidimo, da prednost Ferrarija ni bila tako velika, kot so nekateri sprva mislili. Na Veliki nagradi Bahreina smo videli dvojni odstop pri Red Bullu in to zaradi perifernih sistemov. Seveda, odstop je odstop, ampak pri perifernih sistemih je bistveno lažje odpraviti težave in pravzaprav doseči zanesljivost. Ukolikor bi bila težava, na primer, na motorju z notranjim izgorevanjem, bi popravek morebitnih napak trajal bistveno več časa. Pri sistemu za gorivo so takoj spremenili projekt, napravili nove dele in seveda odpravili napako v trenutku, ko so ugotovili, kaj je šlo pravzaprav narobe. A tu si bomo ogledali še nekaj drugega. Na koncu smo videli, da sta oba voznika Scuderie Ferrari dosegla dvojno zmago. Na 3. in 4. mestu sta bila pa oba predstavnika tovarniške ekipe Mercedes. In dobro nam je znano, da Mercedes, vsaj na začetku sezone 2022, ni bil tako konkurenčen, kot si je marsikdo mislil. Ampak po drugi strani Lewis Hamilton na 3. mestu je zaostajal za Charlesom Leclercem približno 10 sekund. Če to razdelimo na 57 krogov, pomeni, da vsak krog je pridelal 175 tisočink zaostanka, kar je po eni strani mnogo, ampak glede na formo Mercedesa na začetku sezone niti ne toliko.
torej tiste hitre analize, kaj se je zgodilo v Bahreinu v sezoni 2022, lahko mirne duše potrdimo, da Ferrari je bil v prednosti, ampak ne v taki, kot si je marsikdo mislil. Dovolj je bila neka majhna sprememba, rahel razvojni korak naprej in vsa prednost je izginila. A sedaj je prav, da si malce ogledamo tudi značilnosti proge v Bahreinu. Kot običajno si bomo pomagali s tisto grafiko, ki jo pred vsako veliko nagrado pripravi Pirelli. In tokrat vidite spremembe v samem razporedu in formatu, a informacije kot take so tiste, na katerih smo navajeni. Vidimo lahko, da tu v Bahreinu sile, ki delujejo na pnevmatiko, niso ekstremne. Vidimo, da vrednost tistih bočnih sil je približno na polovici tiste lestvice, ki jo imamo na razpolago, in bistveno pri progi v Bahreinu je pospeševanje in zbiranje. Zato je tudi razumljivo, da tu bomo prvič videli novo mešanico, imenovano C1. Namreč ta je bila pravzaprav upeljana zaradi takih prog, kot je ta v Šakirju, kjer pravzaprav tisto starejšo, najtršo mešanico vozniki niso bili sposobni spraviti na delovno temperaturo. A o lastnostih pnevmatike C1 bomo govorili tudi v nadaljevanju. Namreč treba je opomniti tudi nekaj. V veliki nagradi Bahreina bomo kot običajno spremljali 3 območja DRS z veliko spremembo na zadnjem. To območje bo skrajšano za 80 metrov in tako bo prehitevanje rahlo težavnejše. In sedaj marsikdo se bo začel spraševati, zakaj so si izbrali nekaj takega, ker se že leta govori, kako je težko prehitevati v Formuli 1. Seveda, ta stavek govori o nekem splošnem duhu, medtem ko v tretjem delu proge v Bahreinu je bilo prehitevanje pravzaprav še preveč enostavno. A poglejmo si, seveda, kaj se je spremenilo tudi pri pnevmatikah. V predhodnem prispevku sem že omenil, da je tisti minimalni tlak bistveno manjši od onega, ki smo ga videli lani, kar pomeni tudi različno obnašanje, ker gre za čisto novo tipologijo konstrukcije pnevmatik. A verjetno marsikoga izmed vas zanima približno, kolikšna je razlika v ritmu med posameznimi mešanicami. Med C1 in C2 je ta samo pol sekunde, med C2 in C3 pa sekunda in 2 desetinki na krog, kar nam zopet potrjuje, da nova mešanica C1 je v bistvu dosti bližje tisti C2, kot je bila v lanski sezoni. In to pomeni, da tudi na sami dirki bomo lahko videli malce bolj pogosto uporabo te najtrše zmesi, ki jo vozniki imajo na razpolago. Sedaj, preden se začne niti razmišljati o tem, kakšne bodo strategije, še zanimiv podatek. Izguba časa pri menjavi koles tu v Bahreinu je okrog 24 sekund. Glede na to, da bomo lahko videli več kot en postanek, zelo pomemben podatek. A poglejmo si še malce vremensko napoved, ki pa tokrat ni presenetljiva. Smo v Bahreinu in mislim, da je sončno vreme več kot pričakovano. In treba je opomniti nekaj. Namreč velika nagrada in seveda tudi kvalifikacije se bodo začele v večernem času in kot vidimo iz same grafike, temperatura bo padala, tako zraka kot predvsem asfalta. In to pomeni, da v poznejših urah bodo prišle bolj do izraza trše pnevmatike. Namreč razlika med temperaturo asfalta ob
popoldne in temperaturo asfalta približno v času velike nagrade se giblje okrog 15 stopinj Celzija, kar bi lahko bilo bistveno in marsikdo bi znal to tudi izkoristiti. A v bistvu, preden se začnejo aktivnosti na sami progi dogajati, so to vsi tisti podatki, ki se meni osebno zdijo pomembni. A preden zaključim, še rahlo opozorilo. Kot ste že verjetno navajeni, tudi letos sodelujem s Sportklubom pri komentiranju raznih kategorij, ki jih bomo tudi tokrat spremljali na progi v Šakirju. Zato tisti petkov prispevek in verjetno tudi sobotni bosta objavljena malce kasneje. Upam, da boste razumeli in da boste lahko strpno počakali, da nekako se vrnem iz Ljubljane domov in zadeve pripravim. Zato, ker uvodni prispevek k veliki nagradi Bahreina bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.